Pravljični svet za najmlajše. Dobrodošli, otroci. Moje ime je Aleksander Šinigoj. Verjetno vsi dobro že poznate, kako lahko pes Muki muka, namesto da bi lajal. Enokega mačka Brtka, ki večkrat prdne. In maček Strelko, ki meče vodne balone. Sofija, Karolina in Tija rade kaj ušpičijo. In potem je še tukaj nagajivi škrat, ki vedno kaj nagaja, in dobra vila Ana, ki zna začarati kaj pozitivnega in lepega. In ima tudi kakšen dober nasvet. Zato vas vabim, dragi otroci, da greste skupaj z mano, kajti nekoč pred davnimi časi za 9 gorami, za 9 deželami, je v vrtcu daleč stran začela izginjati malica Timu in Zoji. In niso vedeli, kako in na kakšen način in kdo vzame in pobere to malico. In vsi so najprej pomislili na nagajivega škrata. In ko so iskali škrata nikjer ni bilo. Zakaj? Kajti škrat se je tako najedel sladkari in tako se najedel bombonov in čingumov in lizik in sladoleda, ki mu ga je dal divji prašič, da ni mogel čisto nič. In je rekel, nikoli več ne bom toliko jedel in preveč sem jedel. In ko so gotovili, da ni bil nagajivi škrat, ki je spal in sanjal, in niso ugotovili, kdo pobere z malico, sta Tim in Zoja prosila, naj jim pomaga dobra vila Ana. In dobra vila Ana je povedala po resnici. Prestrašeni Jan ukrade vsak dan vajino malico in jo nese domov. In jo nese domov zato, ker doma v hladilniku nimajo kaj za pojesti. In mama in oče se nenehno prepirajo, kričijo in loputajo z vrati, zato je ta Jan tako prestrašen. In vsak večer se skrije in pokrije z odejo in z deko. In vsak večer si želi, da mi bo kdo povedal, da ga ima rad, da mu kdo pove pravljico. In zato je rekla dobra vila Ana, vsakič, ko vidita Jana, mu povejta, da ga imata rada. Kajti vse, kar hoče slišati, je rada te imam, rad te imam. In res. Naslednjo jutro, ko pride v vrtec, Tim in Zoja pogledata Jana in prvo reče Zoja: Jan, rada te imam. In Tim ga pogleda in mu reče: Jan, rad te imam. In potem se pogovorijo o pomembni stvari. Jan, veva, da ti si tisti, ki nama kradeš malico, in to ne smeš početi. Veva tudi, da doma v hladilniku nimaš hrane, in Janu je bilo zelo neprijetno in nerodno. In potem so šli do vzgojiteljice in rekli: vzgojiteljica, kaj bi lahko Janu vsak dan dali še en sendvič domov, a ostane kaj hrane. In potem, ko so vzgojiteljici povedali, in ta je povedala ravnateljici, in so vsi skupaj dali glave
so ugotovili, da lahko Janu in njegovi sestrci dajo vedno še eno malico za domov. In potem so tudi ostali otroci v vrtcu. Tudi Sofija, Karolina in Tija. Ugotovili, da vse, kar potrebuje, je, da mu rečejo, da ga imajo radi, da ga objamejo. Do vsega tega, kar Jan ne dobi doma in zato je prestrašen, lahko dobi sedaj v vrtcu. In Jan je tako z veseljem začel hoditi v vrtec. Kajti tam so mu otroci iskreno rekli: rad te imam, rada te imam. Vse bo v redu, zaupaj. Vse bo v redu, zaupaj. In kar naenkrat sta Jan in njegova sestrica z veseljem hodila tudi domov. In Jan je rekel svojemu očetu: oče, rad te imam. In svoji mami: mama, rad te imam. In isto je naredila njegova sestrica: oče, rada te imam, mamica, rada te imam. In kar naenkrat se tudi oče in mama spremenita. In potem reče zvečer: oče, rad te imam, Jan, veš, oprosti, če se kdaj kregava z mamico. Nisi ti kriv. In mamica mu isto reče: Jan, vedi, da te mama rada, da ti želiva najboljše. Ne znava se drugače pogovarjati kot tako in vem, da ni prijetno in oprosti. Nisi ti kriv. Rada te mava. Vedno sva te imela rada in vedno te bova imela rada. In ko ga mama objame in prej ga je oče objel, Jan čuti mir. Čuti ljubezen. In veš, je rekel Jan: mamica, veš, kaj sem se danes naučil v vrtcu? Čisto v vseh ljudeh najdeš nekaj dobrega. Vsak človek ima nekaj dobrega v sebi. In drugo jutro je šel Jan v vrtec. In mimo prikoraka najbolj simpatičen pes na svetu. Pes, ki je v resnici namesto, da bi lajal, je mukal. Mu. Muki, kaj pa ti tukaj, je rekel Jan vesel. Grem na potep. In moj prijatelj, enooki maček Prtko, gre tudi z mano. Samo ga ne vidim. Kam se je skril, je rekel Muki. Jaz pa vonjam njegov prdec, je rekel Jan in se je nasmehnil. Kaj pa Strelko? Ne gre z vami? Mu je zmanjkalo balonov in je rekel, da gre v trgovino najprej po balone. In ko Jan sreča Sofijo, Karolino in Tijo, jo pozdravi in reče: Sofija, kaj je, Jan? Rad te imam. In Karolini reče isto: Karolina, rad te imam. In ti tudi, Tija, tudi tebe imam rad. In Sofija, Karolina in Tija se nasmehnejo, ga pogledajo: tudi mi imamo tebe radi. In kar naenkrat, ko rečejo prestrašenemu Janu vse to, Jan sploh ni več prestrašen. In se nasmehne, ko pomisli, da tudi škratek sedaj se obrača s tistimi sladkarijami. In Jan pravi: jaz ne bom jedel teh sladkarij. Jaz bom sadje, zelenjavo, nekaj, kar je zdravo. Ker če se imam rad, ker jaz se imam rad, skrbim lepo za svoje telo. Se gibam, jem zdravo
In dobra vila Ana se je nasmehnila, ker ti videla je, kako živijo otroci v harmoniji. Kako se imajo radi, kako se igrajo. In se zavedala, da zdaj je čas, da zaspijo. In ko spite in sanjate po noči, lahko imate mir v srcu in mir v sebi. In z vsakim vdihom in vsakim izdihom, ko spite po noči in sanjate, se zavedate, da moč je v vas in da vas ima ta svet rad. In zjutraj, ko se pogledate v ogledalo, si lahko rečete: rad te imam, rada te imam. In imejte se neskončno radi. Vse do konca življenja naj bo ljubezen v vaših srcih. Kaj pa škratka? Kaj pa njega? Tudi njega. In tudi njemu lahko rečemo: imam te rad, škratek. Imam te rada, škratek. In mu pošljemo vso ljubezen. In najbrž ta škratek ne bo več nikoli hodil in se premikal, kajti toliko sladkarije pojedel, da mu je prav že slabo. Nikoli več ne bom jedel sladkarij. In kar naenkrat je dobil maček Strelko vodni balon. In ta vodni balon je vrgel visoko v zrak, skoraj do oblakov. Tako je bil srečen. Tudi vi srečno in mirno spite. Lahko noč, otroci.